Ko je Jezus to povedal, je s svojimi učenci odšel čez Cedronsko dolino, kjer je bil vrt, v katerega je šel sam in njegovi učenci. Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj, kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike od velikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo na dan, šel ven in jim dejal: Koga iščete? Odgovorili so mu: Jezusa, Nazarečana. Rekel jim je: Jaz sem. Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel: Jaz sem, so stopili nazaj in padli na tla. Spet jih je vprašal. Koga iščete? Rekli so: Jezusa, Nazarečana. Jezus je odgovoril: Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te naj odidejo. Da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal: nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil. Simon Peter pa je imel meč. Izvlekel ga je in udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Služabniku pa je bilo ime Malh. Tedaj je Jezus rekel Petru: Spravi meč v nožnico. Ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal oče? Tedaj so vojaki iz čete, poveljnik in judovski stražarji zgrabili Jezusa in ga zvezali. Peljali so ga najprej k Hanu. Bil je namreč tast Kajfu, ki je bil tisto leto veliki duhovnik. Kajfa pa je bil tisti, ki je Judom svetoval: bolje je, da en človek umre za ljudstvo. Simon Peter in neki drugi učenec sta šla za Jezusom. Tisti učenec se je poznal z velikim duhovnikom in je šel z Jezusom na dvorišče velikega duhovnika. Peter pa je ostal zunaj pri vratih. Oni drugi učenec, ki se je poznal z velikim duhovnikom, je šel ven, se je pogovoril z vratarico in peljal Petra noter. Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru: Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka? On je dejal: Nisem. Služabniki in stražarji so stali tam. Pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli. Tudi Peter je stal med njimi in se grel. Veliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa o njegovih učencih in njegovem nauku. Jezus mu je odgovoril: Javno sem govoril svetu. Vselej sem učil v shodnici in v templju, kjer se shajajo vsi Judje. Na skrivnem pa nisem nič povedal. Kaj vprašuješ mene? Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim povedal. Saj vedo, kaj sem rekel. Ko je Jezus to rekel, ga je eden izmed služabnikov, ki je stal zraven, udaril po licu in dejal: Tako odgovarjaš velikemu duhovniku? Jezus mu je odgovoril: Če sem napačno rekel, izpričaj, da napačno. Če pa prav, zakaj me tolčeš? Nato ga je Hana zvezanega poslal k velikemu duhovniku Kajfu. Simon Peter pa je stal in se grel. Rekli so mu: Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev? Tajil je in rekel: Nisem.
Eden izmed služabnikov velikega duhovnika, sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal: Ali te nisem videl z njim na vrtu? Peter je spet zanikal in tako je petelin zapel. Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti paschalno jagnje. Pilat je prišel ven k njim in rekel: Kakšno tožbo imate zoper tega človeka? Odgovorili so in mu rekli: Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili. Tedaj jim je Pilat dejal: Vzemite ga in ga sodite po svoji postavi. Judje so mu rekli: Mi ne smemo nikogar usmrtiti. S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl. Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: Si ti judovski kralj? Jezus mu je odgovoril: Praviš ti to sam od sebe? Ali so ti drugi povedali o meni? Pilat je odvrnil: Sem mar Jud? Tvoj narod in veliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil? Jezus je odgovoril: Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom. Toda moje kraljestvo ni od tod. Pilat mu je rekel: Torej si ti vendarle kralj? Jezus je odgovoril: Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. Pilat mu je rekel: Kaj je resnica? Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel: Jaz ne najdem na njem nobene krivde. Toda pri vas je navada, da vam za Pasho izpustim enega človeka. Hočete torej, da vam izpustim judovskega kralja? Spet so zavpili: Ne tega, ampak Baraba. Baraba pa je bil razbojnik.